vsi narodi, ki krepe ne dočaka dan, da kode sonce hodi, prebiri sveta bo pregnan. Korojak prozbol vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Korojak prozbol vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Lipovci, tudi ta prihaja iz domačih logov. Malce mlajši so od godbe, ustanovljeni so bili namreč leta 1980, tako da letos praznujejo 35. obletnico. Čestitke ob tej priložnosti. Vodjo zbora Gorazda Tivadarja sprašujem, ali boste ob tej priložnosti 35. obletnici pripravili kaj posebnega? Ja, lepo pozdravljeni z naše strani tudi. Konec leta bomo imeli eno prireditev, ker se spodobi, da se to obeleži. Lepo jo obeležite, lepo praznujte in seveda danes jih bomo še slišali brez skrbi, brez skladbe Mura, ki jo je spisal Jože Klekl starejši. Danes pač ne moremo končati tega srečanja v Prekmurju, v teh lepih prekmurskih krajih, polnih ravnic, žitnih pol, srčnih in nasmejanih ljudi, ki vztrajajo tukaj kljub malce težjim gospodarskim razmeram. Prav je, da besedo danes predamo gostitelju, predsedniku občinskega odbora Nove Slovenije Beltinci in županu občine Beltinci Milanu Kermanu. Spoštovana predsednica, gospa Ljudmila Novak, evropski poslanec, gospod Lojze Peterle, podpredsednika stranke Nove Slovenije, poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, svetnice in svetniki mestnih in občinskih svetov, članice in člani občinskih odborov, člani in simpatizerji stranke, prisotne medije ter vsi ostali člani organov stranke. Prav lep pozdrav v mojem osebnem imenu, v imenu občinskega odbora občine Beltinci, kot tudi v imenu občine Beltinci. Lep pozdrav pa naj velja tudi vsem Slovencem po svetu, ki današnji dogodek lahko zahvaljujoč tehniki spremljajo preko interneta. Čutim posebno odgovornost in zadovoljno, ko lahko nagovorim vse vas zbrane na današnji dan, ko smo se zbrali v Beltincih na tem prazniku stranke Nove Slovenije, krščanski demokrati. Posebej pa je še razlog, ker nam je bila zaupana možnost, da ste naše gostje v Beltincih. Dovolite mi, da vam v nekaj skromnih besedah predstavim naše delovanje,
tako občinskega odbora, kot tudi našo občino, kajti prav gotovo je marsikdo danes prvič tukaj v naših krajih v Prekmurju. Naš občinski odbor šteje trenutno čez 200 članov, nismo največji, niti najmanjši. Ocenjujemo pa, da smo v naši občini najmočnejši odbor po številu članov. Na lokalnih volitvah smo uspeli iz tega razloga dobiti 3 svetnike, kot tudi kot člane občinskega sveta izmed 19. Naša prvenstvena prioriteta je pridobivanje novih članov in s tem krepimo stranko ne samo tukaj v tem lokalnem okolju, ampak ne bom skromen, tudi v skupnem članstvu naše države Slovenije. Z našimi člani smo v kontaktu ves čas, tudi v času, ko niso redne ali izredne volitve. Letno se srečujemo, popeljemo na izlet, smatramo namreč in prepričani smo, da na tak način lahko dosegamo boljše rezultate tudi na državnozborskih in lokalnih volitvah. Ta rezultat izboljšamo in storimo nekaj za našo domovino. Skupno delovanje je temelj vsega in naše prihodnosti, nas, Slovencev. Občina Beltinci šteje nekako 8500 prebivalcev v 8 vaseh. Vse te vasi delujejo kot samostojne krajevne skupnosti in spadamo med srednje velike občine v Sloveniji. Beltinci smo občina že v prejšnjem sistemu lokalnega delovanja, torej pred letom 1960. In smo v tistem obdobju sprememb postali del velike občine Murska Sobota, da smo lahko na to leta 1994 ponovno postali samostojna občina. Beltinci so odigrali pomembno vlogo v letu 1919 v času pridružitve prekmurskih Slovencev matičnemu narodu. 17. avgusta se je namreč ravno v Beltincih upravila predaja vojaške oblasti v civilno. Kajti kot poročajo viri iz tistih časov, se je tukaj zbrala ob tem dogodku množica 20 000 ljudi. Ta dan je tudi naš občinski praznik in v veliki meri se lahko zahvalimo poslancu iz naše pokrajine, gospodu Jožefu Horvatu, da smo uspeli ta dan uzakoniti kot državni praznik, sicer ne kot dela prost dan. Občino Beltinci smo na izredno strateškem položaju, kajti vedno pravim, da smo neko središče tega dela Evrope. Kajti do velikih predstolnic, kot so Dunaj, Budimpešta, Ljubljana in Zagreb, je skoraj da enaka razdalja v kilometrih. Prav tako je v naši občini na relaciji Barcelona-Kijev edino pravo križišče avtoceste in železnice. Že dolgo časa traja naš napor, da bi država temu delu dala večji pomen in ta položaj izkoristila. Verjamem, da se bo to nekoč zgodilo. Upam pa, da prispevek poslancev Nove Slovenije pred tem ne bo ostal neopazen. Na ta način bi se prav gotovo lahko izboljšala socialna slika naše pokrajine s povečano zaposlenostjo. V občini se ne moremo pohvaliti s kakšnim velikim industrijskim obratom, imamo pa nekje 250 samostojnih podjetnikov in obrtnikov. V občini imamo popolno osnovno šolo, ki je s svojimi 600 in nekaj učenci največja šola v Prekmurju, 2 podružnične osnovni šoli, vrtec s 6 oddelki, 2 župniji in vas Lipo vključeno še v 3. župnijo, to je župnija Turnišče. Glasbeno šolo, dom za ostarele, zdravstveno postajo, lekarno, pošto in precejšnje število lokalov, kjer vsak lahko najde seveda nekaj za okrepčilo. Posebna zgodba je grad, pod ogriljem katerega se danes tukaj nahajamo. V letošnjem letu nam je namreč po več kot 20 letih denacionalizacijskega postopka uspelo pridobiti sodbo, da je ostal v lasti občine, torej naš Beltinski. V gradu že sedaj deluje muzejska zbirka lekarništva, splošne ambulante in ambulante za zdravljenje trahoma, protokolarni prostori s poročno dvorano, gostinski lokal ter sedež Zavoda za turizem in kulturo.
V gradu pripravljamo priložnostne razstave, trenutno je odprta razstava zbirke starih koles. Te zbirke, tudi razstave si lahko tudi ogledate, kot tudi danes so odprte. Prav gotovo smo še posebej prepoznavni po nekoč velikih uspehih v nogometni prvi slovenski ligi. Kar nekaj športnih kolektivov iz preteklosti, kot je rokomet in danes v borilnih športih, moški in tudi ženski nogomet. Naša osrednja turistična točka, poleg gradu in cerkve, v kateri je ena izmed redkih grobnic v Sloveniji, je prav gotovo otok Ljubezni v Ižakovcih ob Muri v neokrnjeni naravi. Na otoku deluje plavajoči mlin, nekoč jih je bilo v naši pokrajini čez 100, in muzej bujraštva ter brod kot prevozno sredstvo čez Muro, ko še ni bilo mostov. Ob reki Muri je še ciglarski muzej v Melincih, v Lipi stara domačija, v Lipovcih izdelki iz slame, v Gančanih so bili znani sodari in je urejena zbirka sodarstva, v Bratoncih na pokopališču spomenik, plečnikov izdelek in kapela, ki je živa galerija priznanega umetnika Štefana Hauka. V Dokležovju sobo posvečena gospodu Ivanu Jeriču, ki ima v sredi vasi tudi doprsni kip. Močno pa smo aktivni na kulturnem področju. Del tega boste lahko danes v nadaljevanju tudi videli. Predvsem je ljudsko izročilo folklora doma v Beltincih, kajti letos je že 45. folklorni festival pri nas, kjer se predstavijo najboljše folklorne skupine, izbrane pod skrbnim in budnim očesom javnega sklada ljubiteljske kulture Slovenije na regijskih tekmovanjih. Ima pa tudi mednarodni značaj, kajti v 3-dnevnem dogajanju se predstavijo tudi izvajalci iz tujine. To je le v kratkem nekaj, kar lahko ponudimo v občini na ogled gostom. Če bi hotel predstaviti tako, kot je potrebno, bi moral imeti kar precej časa na razpolago. Kajti pri nas je razvito tudi pohodništvo, kajti v Prekmurju imamo idealne pogoje za kolesarjenje in pohodništvo, tako za mlade kot tudi starejše. Pokrajina premore kar nekaj termalnih kopališč, kjer so tudi pogoji za oddih in obisk naštetih destinacij. V kratkem sem tako želel predstaviti nas, našo pokrajino in vas seveda s tem tudi povabiti in animirati, da nas še kdaj obiščete. Lepo nedeljo še naprej. Jauka se je hodov mene,
skrivam pod vodou. Mira je zašepetala, Mira je zašepetala, Mira je zašepetala. Velikokrat sem z mesta vstala, velikokrat sem z mesta vstala, velikokrat sem z mesta vstala, velikokrat sem z mesta vstala. Oblavila rodno zemljo, tiste, ki svobodo jemljo, tiste, ki svobodo jemljo, tiste, ki svobodo jemljo. Svojem srdi sem iskala, svojem srdi sem iskala, svojem srdi sem iskala, svojem srdi sem iskala, da bi jim na znanje dala, nej me večni, zato skoro, da bo val moj brate lovčo, jaz vezalje sem za nje, ki krestrani mi žive. Nej me večni, zato skoro, da bo val moj brate lovčo, jaz vezalje sem za nje, ki krestrani mi žive. Mira je zašepetala. Mura je zašepetala, stranka Nova Slovenija pa izpeljala današnji čudovit dogodek v presenetljivo lepem vremenu, čeprav smo se, priznajte, malce bali, da nas bo zeblo, pa še zdaleč ni tako. In naj povem, da če se morda še niste okrepčali, vidim sicer, da so mize za zdaj dobro obložene, ampak če bo česa zmanjkalo, nikar se ne prestrašite, vsega je dovolj in hrane po ugodnih cenah in pijače po ugodnih cenah, tudi za vse ostale aktivnosti, ki zadevajo vaše članstvo dosedanje ali pa morda tudi bodoče se da izpeljati tamle pri stojnici. Kar nekaj obletnic smo danes že omenili, a nikakor ne gre brez omembe tiste, ki je tlakovala pot samostojni Sloveniji. To je seveda 25. obletnica prvih demokratičnih večstrankarskih volitev v času po drugi svetovni vojni. Na volitvah v skupščino so zmago aprila leta 1990 dosegle stranke združene v koalicijo Demos, čeprav se danes mnogi strinjajo, da predvolilna kampanja še zdaleč ni bila poštena do teh strank, ki so komajda dobro zagledale luč sveta. A kot rečeno, volivci so uvideli, da pot do samostojne države vodi le prek Demosa. Prva demokratično izvoljena skupščina je pozneje zagotovila sprejem zakonodaje, novo ustavo, ki sta bili podlaga za osamosvojitev. Da lahko volitve pred 25 leti brez zadrege razglasimo za enega najbolj odločilnih mejnikov našega političnega in duhovnega zorenja, je na državni proslavi v ljubljanskem Cankarjevem domu tedaj dejal tudi predsednik republike Borut Pahor, ko se je z ustanovitelji Demusa
Demosa sestav v januarju, je dejal, da je to srečanje lahko navdih za prihodnost, da bi znova obudili ta intelektualni in politični zalet Slovencev za velike stvari v prihodnosti. Ali nam bo uspelo, oziroma kako živa je dediščina Demosa in dihanja za isto stvar, torej za lepši jutri, pa bomo vprašali predsednika prve demokratično izvoljene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani gospod župan, dragi prijatelji krščanske demokratke in krščanski demokrati. Imam vtis, da se tukaj ne vidimo prvič. Vidim veliko znanih obrazov izpred 19 let, ko smo se tukaj v močnem številu zbrali in smo tudi takrat želeli povedati Sloveniji, da mislimo resno s programom, s katerim smo znotraj slovenske pomladi presenetljivo zmagali spomladi leta 1990. Jaz sem ponosen, da lahko 25-letnico praznujemo s temi močnimi spomini na čas, ko smo prebujali Slovenijo in zagotovili znotraj Demosa projektu slovenske državne samostojnosti in demokracije in evropske smeri največje število glasov znotraj slovenske pomladi. Tudi ob tej priliki bi se vam rad zahvalil za glasove, ki so bili slovenski, srčni, strateški, bili so za svobodo, bili so za Evropo. Mi letos, gospe in gospodje, praznujemo tudi 70 let konca druge svetovne vojne. Jaz sem zapisal in marsikdo mi je tudi odpisal, da takrat nismo doživeli svobode v polnem, dva okupatorja sta odšla, 43. leta se je končal fašizem, 45. nacizem, potem pa je prišel oziroma se je uveljavil nov totalitarizem, ki smo se ga, vsaj tako smo mislili, znebili s proglasitvijo svoje države leta 1991, zmagal v vojni proti jugoslovanski armadi z uvedbo svojega denarja, z mednarodnim priznanjem, pa tudi začetki gospodarske rasti, ki jo za seboj pustila Demosova vlada. Torej prava svoboda je prišla šele s prvimi demokratičnimi volitvami po drugi svetovni vojni in s prevzemom izvršilne oblasti, ki je opravila vse potrebno operativno za to, da smo državo lahko proglasili in da v njej živimo. Kako v njej živimo, je naša zadeva, svobodni si volimo svoje postave. Če je prišlo do stran poti, se ne moramo sklicovati na Beograd, na Moskvo ali na kogarkoli. Sami smo svoj gospodar, podpisali smo evropska načela in vrednote in ko jih bomo razumeli prav, ko jim bomo sledili, tako kot je bilo obljubljeno, takrat bo v Sloveniji spet drugače. Gospe in gospodje, zadnje čase beremo veliko o Novi Sloveniji in krščanskih demokratih in jaz sem si napisal eno misel, da če bi se mi toliko ukvarjali sami s seboj, kot se drugi z nami, potem bi imeli kakšen procent več. In se sprašujejo, kdo pravzaprav smo in kaj hočemo. In bom skušal na kratko odgovoriti na to, kdo smo, čeprav mislim, da malo kdo med vami potrebuje tovrstno razlago. Mi mislimo svobodno, pa nismo liberalci. Mi mislimo in delamo socialno, pa nismo socialisti. Mi mislimo konzervativno, ker v konzervi je tisto, kar traja malo dlje, me je učila mama.
Biti konzervativen pomeni biti varuh tistega, iz česar lahko živimo. Varuh vrednot in načel, ki omogočajo trajno sožitje in trajno rast. Mi, krščanski demokrati, dragi prijatelji, ne varujemo pepela, ne varujemo pogorišča, mi varujemo ogenj, ki mora plameneti v Sloveniji, da bomo šli naprej. Mi izhajamo iz krščanskega pogleda na človeka in na družbo, v kateri živimo, pa zato nismo verska stranka. In ne vem, če vsi veste, naj vam povem, da ključni oče Evropske zveze, Robert Schuman, je že vrsto let v proceduri za svetnika, oče Evropske zveze. In on je povedal javno, in to je zanimivo, da je naš komisar prvi, dr. Janez Potočnik, je v to v svoji knjižici poudaril. Schuman je rekel, demokracija ima krščanske korenine. In tukaj le zdaj dovolite malce verouka. Zakaj ima demokracija krščanske korenine in zakaj mi ne potrebujemo nobenih drugih razlag, da bi verjeli, da je spoštovanje človekovega dostojanstva osnova vsega, predvsem pa družbenega, družinskega oziroma družabnega življenja. Mi sledimo tistemu, ki je rekel, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Kaj to pomeni? Da ni nihče višji od drugega kar tako, da je moj bližnji, moj brat, moja sestra, moj prijatelj, ima isto dostojanstvo, ki ga ne merimo v metrih. In če razmišljamo tako, potem ne moremo biti drugačni kot solidarni do tistega, ki pride v stisko. Nobenega ne častimo zato, ker je nekdo rekel, da je višji od kogarkoli. Tukaj je krščanska podlaga za vztrajanje v demokraciji, ki temelji, zlasti evropska, na spoštovanju vsakega človeka. In moram dodati še to, da obstajajo tudi drugi, jaz bi mu tudi rekel, oče Evropske zveze, bivši nemški predsednik Roman Herzog, ki je predlagal na prvi konvenciji v listino temeljnih pravic, da je prvi člen govori o človekovem dostojanstvu in pravi, človekovo dostojanstvo je nedotakljivo, drugi člen pa govori o pravici do življenja. Torej, to so za nas izhodišča, iz tega živimo, iz tega delamo, potem smo bili prepoznavni leta 89, 90 in od takrat naprej, ko delamo za drugačno Slovenijo, temu ostajamo zavezani, zato smo tudi dodali imeno Nove Slovenije pred nekaj leti, zopet ime Krščanski demokrati, da bo povsem jasno, iz česa izhajamo in kam želimo pripeljati Slovenijo z našim odgovornim delom. Za konec še to, gospe in gospodje, Evropska zveza se danes sooča s problemi, ki jih pred nekaj leti nismo poznali. In smo pred izzivom, da odgovorimo na ta vprašanja, ne samo na gospodarsko krizo. In jaz sem prepričan, čim bolj bomo razumeli osnove, o katerih sem govoril, čim višje bo stal človek, čim bolj bo v centru, tem več bomo doživljali take Evrope, ki nam bo všeč, nad katero bomo navdušeni in ki jo bomo skušali slovenskim srcem graditi naprej. Torej, gospe in gospodje, dragi prijatelji, iskrene čestitke k 25-letnici naše zmage na prvih demokratičnih volitvah, iskrena zahvala za vašo podporo v najbolj zahtevnih časih naše zgodovine, ko smo zlasti z vašo pomočjo dosegli tudi največje narodno-politične cilje. Večjih ciljev narod ponavadi nima, kot da živi svobodno v svoji državi, v demokraciji in v sožitju. Delajmo za te cilje še naprej in lep dan. Pa še tole bom rekel, da dokažem, da nisem vsega pozabil. Bog Ljubljeni, kakšen lepi den so krščanski demokrati pripeljali iz Ljubljane. Hvala lepa.
Še ene mojstre Prekmurja smo spoznali ravno kar, gre za tamburaško skupino Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Ima dolgoletno tradicijo, po najdenih fotografijah in zapisih njeni začetki segajo celo v leto 1924 ali še dlje nazaj. Mojstri niso tako stari, seveda, ne? Njihov vodja je neumorni Mirko Smej, Miki, ki igra tamburice že od mladih nog in je bil tudi mentor številnim mladim upom. Še bi jih lahko poslušali, kaj ne? In jih tudi bomo, brez skrbi. Zdaj pa, spoštovane dame in cenjeni gospodje, je napočil trenutek, ki smo ga čakali. Na oder vabim gospo, ki jo politika včasih malce utruja. A ker je v njej še vedno močna želja prinašati poštenje in krščanskega duha v ta prostor, ki je včasih podoben zverinjaku, vztraja. Zadnje čase je žensk v politiki malce več kot nekdaj, a to še ne pomeni, da so besede vedno prijazne, kaj ne. Je pa zato Ljudmila Novak še vedno tista, ki je spoštljiva do nasprotnika, poštena do zaveznika, prijazna do volivca, predvsem pa trda pogajalka za prave krščanske vrednote. Preden ji predam besedo, samo še to, če je ne poznate najbolje ali pa ste radovedni, kako jo vidijo drugi, lahko kupite danes knjigo za 12 €, kako Ljudmilo Novak vidijo drugi, Ljudmila Novak v očeh drugih. Lahko ste zgolj radovedni ali pa marsikaj zanimivega tudi preberete. Zdaj pa še enkrat, gospe in gospodje, Ljudmila Novak. Spoštovane članice, člani Nove Slovenije, drago vodstvo, poslanci, evropski poslanec, župani, vsi tukaj zbrani, dober den, tako pravijo Prekmurci. Tudi Štajerci, tudi pri nas doma tako pravimo. Moj poseben pozdrav in zahvala pa velja županu občine Beltinci, gospodu Milanu Kermanu in občinskemu odboru Nove Slovenije Beltinci, Bog vam plati. Vsakoletni tabor Nove Slovenije poteka v sproščenem vzdušju. Naj bo tako tudi danes. Seveda pa moram kot predsednica povedati tudi nekaj aktualnega o aktualnem političnem dogajanju. Pa vendarle, to so resne stvari, mi tukaj danes pa se družimo zato, da se utrdimo v medsebojnem podpiranju, prijateljstvu, predvsem pa v zastopanju krščanske demokracije. Dobrodošli. Sedaj pa k resnim zadevam. Kot veste, je Nova Slovenija vložila v parlamentarno proceduro Zakon o vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Po torkovi burni razpravi v parlamentu je bil izglasovan sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. To je dobra novica. Ob tem pa na žalost ugotavljamo, da mnogi politiki in državljani nimajo najbolj pietetnega odnosa do žrtev in njihovih svojcev. Ni jim prav mar za resnico. Predvsem pa nas žalosti spoznanje, da niti 70 let po vojni še ni napočil čas, da bi vse mrtve, ne glede na vero, ideološko, politično in narodno pripaznost, brez razlikovanja pokopali in tako izpolnili osnovno civilizacijsko normo, to je pravica vsakega človeka do groba in spomina. Kljub trditvam, kako potrebno je mrtve pokopati, pa je zelo malo politične volje za konkretna dejanja in veliko različnih izgovorov na vseh straneh.
Nekateri se bojijo odkritih grobišč in resnice, drugi si to temo prilaščajo za dnevno politične manipulacije in včasih celo namirne delitve. Kljub mnogim spotikanjem z leve in z desne gremo naprej. Krščanske demokrate v prvi vrsti zavezujejo moralni in etični zakoni, če tudi včasih izgleda, da se v politiki to ne splača. Krščanski demokrati bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bo zakon sprejet. Od vlade pa pričakujemo, da ga bo izvajala in za to zagotavljala tudi primerna sredstva. Poslanci Nove Slovenije skupaj z našimi strokovnimi sodelavci in strokovnimi odbori poslušamo ljudi, ko nam predstavljajo probleme, s katerimi se srečujejo iz dneva v dan. Brezposelnost, preobširna birokracija, predolge čakalne vrste in dolgi postopki, plačilna nedisciplina, nizke plače, nedostojne pokojnine, previsoki davki, preveč revščine in obupanih ljudi. Skupaj z našo ekipo za prihodnost dajemo parlamentu pobude za različne seje, s katerimi opozarjamo na problematiko in zanjo predlagamo tudi rešitve. Zato bomo nadaljevali z našimi terenskimi obiski in iskanjem odgovorov za prihodnost. Pripravljamo nekaj konkretnih predlogov na področju davčne zakonodaje in osnovo za celovito zdravstveno reformo, ki je nujno potrebna in je še ni videti na obzorju z vladne strani. Samo politika blizu ljudem lahko najde tudi odgovore za ljudi. Če ne bo vlada kmalu predlagala zdravstvene reforme, jo bo pa Nova Slovenija. Mi ne počivamo, ko je treba iskati odgovore za prihodnost. Vladne stranke poudarjajo, koliko socialnih pomoči namenja država za brezposelne. Krščanski demokrati pa si socialno državo predstavljamo tako, da ima čim več ljudi delo, za katero dobijo dostojno plačilo. Le tako bo vsak lahko poskrbel zase in za svojo družino. Socialno pomoč pa morajo dobiti šibki, ki si sami ne morejo pomagati. Le za zaposlene delavce delodajalci plačujejo prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Več kot je zaposlenih, več je sredstev za pokojnine. Več zaposlenih pa bo takrat, ko bodo davki in prispevki primerljivi s tistimi, ki jih plačuje konkurenca v tujini. Država mora s svojimi ukrepi omogočati ljudem spodbudno okolje, nalagati primirne davke in poskrbeti za socialno šibke in nemočne. Koliko naših članov deluje v Karitasu ali drugih dobrodelnih ustanovah? Krščanski demokrati smo na strani marljivih in poštenih ljudi, ki pa imajo posluh tudi za stisko sočloveka. Vsak človek z zdravo kmečko pametjo ve, da država sama od sebe pač nima denarja, pač pa ga prispevamo mi s svojim delom in plačanimi davki. Ljudje potrebujejo delovna mesta, zato jih mora nekdo ustvariti. Mala in srednja podjetja, družinska podjetja in kmetije so gibalo razvoja, napredka in nam omogočajo tudi socialno varnost. Levica nam pogosto očita neoliberalizem, kdo ve, kaj je to. Podpiranje, češ da podpiramo bogataše in kapitaliste. Zagovarjajo državno lastnino in socialne pomoči. Prav državno lastništvo bank, raznih telekomov in drugih molznih krav omogoča nekaterim političnim strankam in njihovim lobijem življenje na naš račun. Namesto, da bi ta podjetja vlagala v svoj razvoj, so zalagala privilegirance. Njihova vrednost nenehno pada, zato je potrebno, da jim čim prej najdemo odgovorne lastnike, ki imajo seveda denar
in vizijo in so pošteni do svojih zaposlenih. Krščanski demokrati želimo, da se z našo oziroma državno lastnino povsod ravna in tudi prodaja odgovorno, gospodarno in pošteno. 30 milijard dolga države za pokritje starih grehov. Ponavlja se zgodba, da imajo aktualne vladne stranke vsaka svoj interes. Pred očmi javnosti in potencialnih kupcev pa se prepirajo, kaj bomo prodali in kaj obdržali. S tem odganjajo dobre kupce in znižujejo cene podjetjem. Kdo bo za to odgovarjal? Še celo več. Nekateri ob tem celo zlorabljajo svoja pooblastila in naročajo tajne preglede vojaškim obveščevalnim službam, potem pa se skrivajo za interesi države. Primer bivšega obrambnega ministra, ki se na vso moč oklepal svoje funkcije, kaže na to, da imamo v Sloveniji težave s prejemanjem subjektivne in objektivne odgovornosti. Pa ne samo v politiki, tudi drugje. Kljub smrti 7 ljudi, morda celo več, se nihče od vodilnih ne čuti odgovornega za ta grozljiva odkritja na nevrološkem oddelku v Ljubljani. Ali ni to zaskrbljujoče? Prvi državni tožilec je ravnal nezakonito in koruptivno, kar so odkrile 4 različne institucije oziroma organi. Kljub temu pa državno-tožilski svet sklene, da prekršek vrhovnega državnega tožilca pač ni tako velik, da bi ga zaradi tega razrešili. Predsednica sveta je celo dejala, da zavestno niso upoštevali ugotovitev KPK-ja, niti ugotovitev upravnega sodišča, ker so se pač odločili po svoje in tako bo in nič drugače. Medtem ko vedno znova slišimo, da je potrebno spoštovati odločitve sodišč in drugih institucij pravne države, jih pravniki oziroma njihovi organi sami ne spoštujejo in ne upoštevajo njihovih sklepov. Kako potem naj mi državljani zaupamo takšnemu sodstvu, žal in tudi takšni državi? Čeprav slišimo na žalost več o aferah in slabih primerih, imamo, hvala Bogu, v Sloveniji tudi veliko pozitivnih zgodb. Na naših mesečnih regijskih obiskih srečujemo uspešne podjetnike in kmete in dobre kolektive, na katere je Slovenija lahko ponosna in ki omogočajo svojimi davki in prispevki, da naša država deluje. Le takšni so gibalo gospodarskega razvoja tudi v najnaprednejših državah. Pomembna pa je tudi dobro delujoča država, ki s svojimi podsistemi zagotavlja socialno varnost, delujoč zdravstveni sistem, ustrezno organizirano šolstvo, primerno infrastrukturo, vse to nam omogoča varno, dostojno življenje. Še kako pomembno pa je, ali bomo na stara leta lahko uživali zasluženo pokojnino, ki nam bo omogočala tudi varnost in dostojno preživljanje zrelih let. Krščanski demokrati vemo, da po dolgih letih vsakodnevnega napornega dela, velikokrat v težkih delovnih razmerah, upokojenci in kmetje zaslužite dostojne pokojnine za varno in lepo starost. Tudi Lojze Peterle, izkušen politik, začetnik in ustvarjalec demokracije v Sloveniji, je že prej omenil, da se nekateri veliko, morda celo preveč ukvarjajo z nami. Tako se vedno znova različni strankarsko-pristranski komentatorji in samooklicani dobronamerni politični razsodniki z določenimi ozadji in nameni želijo javnost, predvsem pa naše volivce, razsvetliti
kakšno vodstvo potrebuje Nova Slovenija, kako bi morali biti bolj krščanski in manj neoliberalni. Za druge spet nimamo pravega programa in ljudi. Zato razglašajo nujnost ustanovitve nove krščanske stranke. Pa mislite, da jih res tako skrbijo prave krščansko-demokratske usmeritve in vrednote? Tem provokacijam ne bomo nasedli. Prevečkrat je bil ta scenarij že preigran in ga že dobro poznamo. Nova Slovenija vztrajno napreduje v delovanju, programu in tudi kadrovski zasedbi in podpori. Naša ekipa za prihodnost ve, kaj potrebujejo državljani in kaj mora storiti država za našo boljšo prihodnost. Z vašo podporo bo Nova Slovenija ohranila svojo stabilnost, rast in samostojno delovanje. Po drugi svetovni vojni so trije kristjani in krščanski demokrati, ki jih je že prej omenil tudi Lojze, Francoz Robert Schuman, Nemec Konrad Adenauer in Italijan Alcide de Gasperi, zmogli preseči sovraštvo in zamire, ki jih je zapustila druga svetovna vojna. Ljudi so pozvali k miru in k sodelovanju. Evropska unija gradi svojo moč na mirnem sodelovanju in medsebojnem spoštovanju, k čemur se je zavezala tudi Slovenija. Nesprejemljivo je kakršnokoli poveličevanje fašizma, nacizma in tudi komunizma. Vsi trije režimi so povzročili veliko trpljenja. Vsi trije režimi so povzročili veliko trpljenja, razdejanja in žrtev. Zato v Novi Sloveniji nasprotujemo kakršnemu koli poveličevanju preteklih nedemokratičnih režimov, pa naj si bo to v svetu, Evropi ali v Sloveniji. Samo mir, sodelovanje, spoštovanje različnosti in enakopravnost med narodi so gibalo razvoja in demokracije. Zato je Nova Slovenija, krščanski demokrati, zmirna desno-sredinska stranka, ki postavlja etične vrednote na najvišje mesto. In takšna bo z našim delovanjem in z vašo podporo tudi v prihodnosti. Spoštovani prijatelji, ob koncu se želim zahvaliti za vašo zvestobo Novi Sloveniji in krščanski demokraciji. Še enkrat Bog plati Beltinčanomu in glavnemu tajništvu za dobro organizacijo. Hvala vsem nastopajočim v programu. Hvala vsem društvom, ki so pripravile stojnice. Hvala voditeljici, vsem poročevalcem z našega dogodka. Hvala Bogu, da nam je prizanesel in nam poslal tudi lepo vreme. Vse, kar imamo, je dar. Vse, kar imamo, je dar, zato spoštujmo naše stvarstvo in sočloveka. In za konec samo še ena kratka zgodba, ki mi vedno znova ob takih dogodkih prihaja na misel. Ko so otroka vprašali, kdaj je srečen oziroma kaj si v življenju še želi, je rekel lepe ocene, novo kolo, danes bi rekel mogoče iPad ali pa novi mobitel in bo srečen, pa še mogoče veliko sladkarij. Ko so vprašali dekle, kdaj bo srečna, je rekla, in kaj si želi? Želim si dobrega moža in lepo družino. Ko so vprašali moškega, kaj si pa on želi, je rekel, lepo kariero, lepo ženo in dober avto. Ko so vprašali vojaka, kaj si pa on želi, je rekel, mir
in da bi bil doma. Ko so vprašali ljudi, moža in ženo srednjih let, kaj si želita, sta rekla vnuke, zdravje in pokojnino. In ko so vprašali umirajočega, ki so mu zdravniki napovedali samo nekaj dni življenja, je rekel, jaz si pa želim, da bi še enkrat objel ženo in otroke, da bi še enkrat srečal vse tiste ljudi, ki jih imam rad in so mi naredili veliko dobrega, in da bi še enkrat videl vse rože pomladi in zaduhal vonj sena. In gotovo se od tega človeka, ki je v življenju imel veliko majhnih želja, lahko največ naučimo. Vsi imamo takšne in drugačne želje, na koncu pa ostaja samo eno, to, da nam je skupaj lepo, da se razumemo, da smo veseli drug drugega, da lahko uživamo to pomlad, da smo lahko krščanski demokrati in veliko dobrega naredimo za našo Slovenijo. Hvala gospe Ljudmili Novak, ne še tako hitro. Še zahvala iz občinskega odbora Nove Slovenije Beltinci. Nekaj časa obljubljajo, zagotovo ne boste lačni. Prekmurskih dobrot so obilo nabrali v to košaro, tako da nahranili boste sebe in še marsikoga drugega. Ja, hvala za vrtanek, pa vse druge dobrote, ki so v tej lepi košari. Kdor ga želi poskusiti, se pa nahaja tukaj pri moji mizi in ga bom z veseljem razdelila z vami. Hvala, Beltinčani, tako lepo spevljete in igrate. Hvala.
Zdaj smo spoznali še en del kulturno-umetniškega društva Beltinci, folklorno skupino. Zanimivo je, da je nastala na pobudo Franceta Marolta, ki je pred leti hodil tot okoli in so ga plesi, kot sta Sotiš in Šamarjanka, navdušili. Tudi mi smo navdušeni, kaj ne? Na Maroltovo pobudo je torej davnega leta 1938 Matija Kavaš zbral prve plesalce, s katerimi je po navodilih omenjenega etnomuzikologa začel vaditi. In ustanovljena je bila folklorna skupina, nekaj let že deluje pod vodstvom Dragice Kolarič in še zanimivost, akademska folklorna skupina France Marolt pa je bila ustanovljena 10 let za njimi. Vsekakor lahko rečemo, da so to kraji, kjer je kultura doma. Zdaj pa na oder vabim poslanke in poslance Nove Slovenije krščanskih demokratov. Stranka je na zadnjih volitvah izboljšala svoj volilni rezultat in tako se je število poslancev povečalo 4 na 5. Z nami so danes vsi. Predsednica stranke in tudi poslanka v državnem zboru Ljudmila Novak, vodja poslanske skupine Matej Tonin, Iva Dimic in Jožef Horvat, ki sta strankina podpredsednika in torej tudi poslanca, ter najmlajši Jernej Vrtovec. Še gospa Ljudmila Novak, da malce popestrimo tole barvno paleto. In priložnost je morda zdajle za kratek klepet, morda nekateri bolj, nekateri spet malce manj spremljate delo parlamenta, poslanske skupine in vsekakor je tudi tabor Nove Slovenije priložnost, da rečemo besedo ali dve. Poslansko skupino vodi Matej Tonin, ki se bo verjetno v parlamentarno zgodovino zapisal kot tisti, ki je pomagal razkriti nepravilnosti na obrambnem ministrstvu. Afera Weber-Kom po mnenju nekaterih ampak očitno ne tukaj teh, ni pripomogla k vaši večji priljubljenosti, kar je zanimivo, verjetno pa je pripomogla k temu, da vas politični tekmeci bolj spoštujejo. Kako je s tem? Ja, bi rekel, od takrat dalje Janko Weber hodi mimo mene, brez da bi odzdravo. Drugač pa, se veste kako, ko socialistom stopaš na rep, potem dobiš kakšno kazen in padec priljubljenosti je bila ena stvar, ovadba je bila druga. Veljate za enega bolj delovnih poslancev, koliko časa vam vzamejo te domače naloge? Ja, upam, da žena ni tukaj, ampak nekje vsak dan od ponedeljka do petka, od 9 do 9. Dobro, menjala ne bi, priznam. Gospa Iva Dimic, vi ste predsednica odbora za kmetijstvo, smo na območju, kjer je kmetijstvo doma, precej razširjena panoga. Kako spodbuditi slovenskega kmeta, da bo vztrajal na domači zemlji, čeprav kruh ni ravno na lahek način prislužen? Ker sem se danes pelala proti Prekmurju, sem videla lepo obdelana polja, tako da jaz se nič ne bojim. Slovenskega kmeta je treba enostavno pustiti pri miru, da bo delal in ga nič obremenjevati s kakšnimi predpisi, birokracijo in Prekmurju so živ dokaz, da se da delati. Hvala lepa. Gospod Jožef Horvat, danes se tukaj precej domače počutite kot domačin. Je bolje kot v Ljubljani? Seveda, doma je bolje. Je pa seveda poklicna dolžnost, ki so mi jo dali volivci, tista, ki me dejansko zavezuje, da sem 5 dni v Ljubljani sam, živim v celibatu, brez žene. Potem je podobno kot pri gospodu Mateju. Kdaj pa kdaj se z Matejem potoživa eden drugemu, da nam je lažje. Čeprav je Tuhinjska dolina malce bližje kot Prekmurje, ne? Matej je v prednosti. Ste v tem mandatu predsednik odbora za zunanjo politiko, kar nekaj diplomatskih spodrsljajev ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca smo srečali
Ob dejstvu, da so razmerja moči v svetu malce spremenjena v zadnjem obdobju, kam se Slovenija zdaj bolj nagiba? Kaj pravite, bolj na zahod ali na vzhod? Moja želja in želja krščanskih demokratov je ta in vedno zastopamo, da smo nagnjeni v Evropo. Mi smo zelo evropska stranka in če hočete vzhod ali zahod, potem gotovo bolj na zahod. Res je, da naš zunanji minister, gospod Karl Erjavec, je zabeležil kar nekaj spodrsljajev, njega nekoliko bolj na vzhod vleče. In moja želja je in tudi želja parlamentarnega odbora za zunanjo politiko je, da bi gospod Karl Erjavec več energije vlagal v to, da bi slovenska zunanja politika dobila tudi v Evropi svoj slovenski obraz, ne pa, da se bori se zgolj za penzije in to na napačni strani. Hvala lepa. Gospod Jernej Vrtovec, vi ste nova moč poslanske skupine, delo parlamenta ste spremljali že prej kot predstavnik za stike z javnostmi, torej nekakšen vezni člen med nami, mediji na tej strani in politiko na oni. Ste tudi podpredsednik odbora za zdravstvo. Pereča tema zlasti v zadnjem obdobju, stavka zdravnikov je pred vrati, z afero na nevrološki kliniki padajo okostnjaki iz omare, žal tudi dobesedno. Kako torej naprej? Predsednica stranke je omenila, če vlada ne bo pripravila zdravstvene reforme, jo bomo pa mi. Ste že morda začeli? Najprej en lep dober dan Prekmurju iz daljne Primorske oziroma Vipavske doline, natančneje, ker je krenil cel avtobus, tako da Prekmurje, dober dan. Kar se pa tiče našega zdravstvenega sistema oziroma našega zdravstva, glejte, slovensko zdravstvo je dobro in učinkovito samo do tedaj, ko smo zdravi, naprej, ko pa zbolimo, bog ne dej, to zdravstvo postane kar naenkrat gnilo. Zaradi tega mi že dalj časa tirjamo zdravstveno reformo. In napovedali smo, da če pač ministrica za zdravje ne more ali pa ne zmore, niso sposobni jo narediti, jo bomo pač naredili mi v Novi Sloveniji in zdravstvena reforma iz Nove Slovenije kar nekako že trka na parlamentarna vrata. Nadalje sam še en trenutek glede zdravstva. Veste, mnogo je ljudi, ki dejansko potrebujejo človeka vreden sistem, zdravstveni sistem, ampak zdravstveni sistem, v katerem moramo za naše najmlajše, za otroke zbirati zamaške, organizirati dobrodelne akcije, da lahko grejo na operacije, ne v Slovenijo, ampak v tujino. Tak zdravstveni sistem ni človeka vreden sistem. Zato pa je tukaj Nova Slovenija, ki se bo borila še naprej za učinkovito slovensko zdravstvo. Najlepša hvala. Ja, vsi si želimo predvsem zdravja, tudi v zgodbici, ki smo jo prejle slišali iz ust predsednice, je to velo in morda pa zdajle omenimo še nekaj. Ste sicer najmlajši poslanec, ampak današnji datum tako sumljivo sovpada z vašim rojstnim dnevom. Gospod Jernej Vrtovec praznuje danes 30 let. In jaz še nisem videl 30-letnika, da bi organiziral tako veliko fešto za 30. rojstni dan. Hvala vsem, ker ste prišli. Jernej, hvala, ker si vse to plačal, se veš, Prekmurje je nerazvito. Evo, naj se pije, naj se je, ne? Tako da gospodu Jerneju pa spodobi se in pravično je s pomočjo Okteta Nove Slovenije vsi skupaj, vem, da niste ozvočeni, ampak vseeno se bo odlično slišalo, zapojmo Kolikor kapljic. Intonacija. Kolikor kapljic, toliko let, Bog nam daj, da svet živi, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. 300 kapljic, 300 let, Bog nam daj, da svet živi,
Ta današnji zbor se bo zagotovo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. In še nekaj, tiste kapljice, ki smo jih omenjali, niso samo kapljice tukajšnjega vinca, ampak tudi kapljice iz košare, ki je zdajle izginila, ampak mislim, da bi morala biti prav blizu, tako je, malce je bila zakrita. To košaro vam poklanjajo v tukajšnjem občinskem odboru Nove Slovenije Beltinci. Nima ročaja, dobili ste jo že, ampak velja pa omeniti, da ne vem, boste nahranili z njo vse tukaj zbrane, malce težko, razen če bo podobno kot s tisto priliko o hlebih in ribah. Vsekakor naj vam dobro tekne. S to priliko ne bo več, ker nimam te moči, da bi lahko to naredil, to je imel samo eden, ne? Ampak jaz se vam najprej iskreno zahvaljujem za voščilo in za tako lepo zapeto 300 kapljic, 300 let. Hvala pa tudi seveda občinskemu odboru Beltinci za res lepo darilo in ste v mojem srcu. Najlepša hvala. Zdaj pa spet besedo predajamo oktetu Nove Slovenije, ki ga vodi Janez Cigler Kralj.
Hvala oktetu Nove Slovenije, za katerega je dal pobudo Jože Jurkovič, vodi pa ga, kot rečeno, Janez Cigler Kralj. Preden se bomo prepustili znova veselim ritmom ansambla Navihanke, bomo spoznali še ljudske pevce in godce Cvetje v jeseni iz občine Tišina. Zapeli nam bodo dve pesmi, še prej pa seveda naj povem, da vse informacije, ki sem vam jih prej že posredovala, ampak morda ste preslišali, ne bo odveč, če jih znova slišite. Če letos še niste poravnali članarine, lahko to danes naredite na stojnici tamle na levi. Dobili boste lahko tudi novo izkaznico. Takale je videti. Sicer pa je možno kupiti seveda tudi še po ugodnih cenah hrano in pijačo. Predvsem pa vabljeni k nakupu knjige Ljudmile Novak V očeh drugih, prodajajo Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka po ceni 12 evrov. In še ena informacija, če bi želel kdo zdaj koga bližnjega poklicati, pa je ugotovil, da telefona nima pri sebi, več jih nimam, enega pa imam tukaj le odveč. Tako da ga pokažem. Piše na njem Samsung, če ga kdo pogreša, potem naj pride sem. Ampak upam, da telefona ne pogreša več ljudi kot eden. Ne? Zdaj pa ljudski pevci in godci Cvetje v jeseni iz občine Tišina.